spoštovani gostje, spoštovani obiskovalci, dragi prijatelji. Dobrodošli v veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice na odprtju razstave Lep je dan v soorganizaciji Evropa Dona Slovenija in Centra za kulturne prireditve Slovenske Konjice. Še posebej topel pozdrav namenjam Mojci Senčar, predsednici Evropa Dona Slovenija. Tajnič Panič, generalni sekretarki Evropa Dona. Darja Molan, ki nam bo danes predstavila svojo knjigo Vem, da zmoreš, Darja. Ter seveda vsem vam, dragi naši gostje. Danes, na Svetovni dan zdravja, bomo odprli razstavo fotografij z naslovom Lep je dan, ki so nastale kot del celovitega projekta že v letu 2014. Del projekta je bil tudi promocijski filmček z veliko sporočilno vrednostjo ter predvsem optimizmom. Ja, lep je dan. Vsak dan, ki ga preživimo na našem planetu, ga polno živimo in doživimo. Kdo drug kot bolniki in ozdravljenci, ki so se srečali z diagnozo rak, v našem primeru dekleta, žene, ki so doživele diagnozo rak dojke, bi se tega lahko zavedali bolje. Z nami je Darja Molan, ozdravljenka, ki je v svoji bolezni napisala knjigo z naslovom Vem, da zmoreš, Darja. Gospo Molan vabim, da nam opiše svojo izkušnjo, ki si jo lahko preberete tudi v knjigi, in pot, ki jo je prehodila do današnjega lepega dne. Izvolite. Ko sem bila stara 30 let in sem bila samska mamica leto stare hčerke, sem zbolela za rakom dojke. Jaz bi vam danes predvsem rada povedala, kako pomembno je samo pregledovanje in vas bomo kasneje tudi poučili, tiste, ki boste to želele, ker, ko sem bila stara 20 let, v prvem letniku fakultete, smo imeli zdravniški pregled, ker sem bila pač tromarka, sem bila edina punca, kjer sem šla, in sem bila pač tam sama in ko je medicinska sestra prinesla te modele dojk in me pač spodbudila, da bi poskusila, sem se kar odmakla en korak stran, ker kaj pa jaz to radim. Ampak me je nekako prepričala in jaz sem tiste modele dojk sprobala in ugotovila, da so polni nekih trdih tvorb. In jaz sem rekla, kaj je to noter, kako je lahko v neki dojki nekaj tako trdega. In je rekla takrat medicinska sestra, verjemite mi, rak je tako trd. In ko sem 10 let kasneje zatipala svojo bulico, se mi je zvračil. Takrat se mi je res povečal se mi utrip. Takoj sem letela do svoje mami, ki je že spala, ona je patronažna sestra, univerzitetna, kaj so že diplomirana te sestre. Sem rekla, mam, jaz imam bulo. Mi je rekla, lej, to je premično, nič ni tipično za raka. Bulice so ponavadi se pritrjene in niso gibljive. Pa sem jaz rekla, mam, jaz sem enkrat sprobala te modele in ta rak je bil noter čutiti glih tako. In jaz sem res takoj naslednji dan odšla do ginekologa, ki je pogledal mojo bulico pod ultrazvokom. Ugotovil je, da je velika 1 centimeter in zatrdil, da gre za vodno cisto. Rekel je, da je lahko samo vodna cista tako hitro zraste in da rak pač ne more biti tako agresiven. On me je pomiril, ampak vseeno mi je dal napotnico, rekel, pejte v ambulanto za bolezni dojk. Tam vam bojo mogoče še punktirali in vam bojo pa res 100% za gotovostjo zatrdili, da to pač ni rak, tako kot sem vam jaz rekel. In jaz res dobim šele čez 1 mesec, dobila sem napotnico pod hitro, kar pomeni, da bi bila na vrsti v 3 mesecih. Čez 2 meseca, ko je prišel tisti datum, kdaj bi jaz mogla prijeti tam, je bila čakalnica prazna. Sedela je noter medicinska sestra in sem jo vprašala, kaj je zdaj, da sem prišla na pregled. Pa je rekla, jo ne, to ste mogli pa nekaj zamešati. Danes ni zdravnica, verjetno ste falili datum. Pa sem rekla, verjetno sem res, saj vsi smo zmotljivi. Ko sem prišla pol domov, sem ugotovila pač, da se nisem. Jaz sem hotela pač poslala sem mi napačni datum. In jaz sem se začela s to medicinsko sestro pogovarjati. In sem rekla,
Lejte, meni je ginekolog pogledal pod ultrazvokom, je rekel pač, da gre sigurno za neko vodno cisto, ampak mene še vseeno zanima, bi mi lahko punktirali. Pa je rekla medicinska sestra, veste kaj, če vam je ginekolog pogledal, potem je to sigurno res. Ginekologi se namreč spoznajo na vse vrste bulic. Pa je rekla, kaj vam vseeno pošljem še enkrat datum? Sem rekla, dejte, ja. Pa je rekla, veste, za 1 mesec gremo zdaj na dopust, boste potem kasneje dobili. In jaz čakam, teden, 10 dni in potem me je začelo kljuvati. Kako? Tista tvorba je kar rasla, pa je bila že kar velika 2 cm. In sem rekla, ja noč, grem jaz raje še enkrat k ginekologu, mogoče bo dal novo napotnico, bom nesla pa v drugo ambulanto za bolezni dojk, ki pač ni na dopustu. In res pridem jaz tam še enkrat pogleda pod ultrazvokom in zagotovi na svoje 30-letne izkušnje, da gre za vodno cisto. Vseeno mi je spet dal napotnico, pod hitro, pa sem rekla, ne pod hitro, dajte mi pod nujno. Jaz sem zdaj že zamudila 2 meseca. In je rekel, veste kaj, napotnica pod nujno je za rakave bolnike, kar pa vi 100% niste. In jaz sem vseeno tisto napotnico potem dostavila v Novo mesto. Tam, jaz rečem, hvala Bogu, se držijo navodil Onkološkega inštituta in vsako bulico, čeprav je samo pod napotnico, pod hitro, pregledajo v roku 2 tednov. In tako sem v bistvu že čez 5 dni bila na vrsti in že takoj dobila diagnozo in v 1 tednu sem že prestopila prag Onkološkega inštituta. Moja bulica je bila pri operaciji velika 3 cm, kar me je takoj postavilo stadij 2, kar me je takoj zmanjšalo možnosti preživetja za 15%. Zato bi jaz nekaj rekla. Če jaz ne bi bila tako vztrajna, kakor sem bila, me danes že ne bi bila tukaj. Jaz sem 2 leti in pol po diagnozi in imela sem najbolj agresivno vrsto raka, kasneje se je izkazalo, da imam tudi brca, genetsko okvaro. Poznate Angelino Jolie, pa tisto njeno brco. No, tako da sem v bistvu mogla 4 operacije dati skozi 8 kemoterapij, da sem zdaj lahko tukaj, da lahko na vsake 3 mesece, hvala Bogu, zvem, da sem v redu. Ampak, če jaz ne bi bila takrat na tistem pregledu, si upam trditi, da bi občutila, da bi zaupala lažnemu občutku varnosti, ki me je dal moj ginekolog in ambulanta za bolezni dojk, pač naša v Brežicah. Tako da jaz bi vse punce, mogoče tudi fante, no, nekateri fantje radi pretipajo, ne, pa rečejo, bomo mi pač doma svojim puncem pretipali, ampak gledajte, to je nekaj, kar morate vsak mesec narediti same. In sicer 10. dan, zberite si en dan, recimo 10. dan po prvem dnevu zadnje menstruacije, obstaja tudi aplikacije, brez test, tam boste zraven tistih modelov, so oni majhni takšni kartončki, pa piše gor, katere aplikacije. Dajte si to, če si najdete vsak dan čas, da se naličite, da se umijete, da se uredite, dajte se vsak mesec, enkrat na mesec samo pregledati, mogoče vam to lahko reši življenje. Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Dona je samostojna, neodvisna, neprofitna organizacija civilne družbe. Povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk, posameznike in strokovne institucije v Sloveniji v boju proti raku dojk. Je članica Evropske zveze. Glavni cilj Slovenskega združenja za boj proti raku dojk je vsem ženskam v Sloveniji zagotoviti enake možnosti za zgodnje odkrivanje bolezni, takojšnje in učinkovito zdravljenje ter rehabilitacijo. Z nami je Tanja Španič, generalna sekretarka Europa Dona, ozdravljenka, ki nam bo na kratko predstavila projekt. Lep je dan, ne? En lep dober dan tudi v mojem imenu. Hvala za tole lepo predstavitev. In najprej najlepša hvala naši Barbari, ki je iz vaših krajev in je ona poskrbela za celo to razstavo. Zakaj sploh te razstave in zakaj projekt Lep je dan? V bistvu naš cilj je osveščanje, kakor je že Darja povedala, največji cilj. Verjetno za nas, ki smo že zbolele in ki smo že te vse zdravljenja dali skozi, ali še dajemo to skozi, takšni dogodki niso tako zelo pomembni, kot so pomembni za ljudi, ki se s tem še niste srečali.
Za nas so to dogodki, kjer se spet srečamo, si izmenjamo današnje izkušnje in pogledamo še enkrat te krasne fotografije. Ta projekt se je začel v bistvu tako zelo spontano ob eni kavi in potem smo rekli, zakaj pa ne, dajmo poskusiti, verjetno je tudi Slovenija že pripravljena na neke takšne projekte in vse gospe, ženske, mame, žene, sestre, babice, ki jih vidite na teh fotografijah, so bolnice, so ženske, ki so se srečali z diagnozo rak dojke. Odločili smo se za črno-bele fotografije s prevezo, roza prevezo čez prsni del, ravno zaradi tega, ker želimo opozoriti, da ne samo rak dojk, ampak vse na našem telesu je zelo pomembno, roza barva pa zaradi tega, ker je roza barva tudi simbol oziroma znak raka dojka. Že takoj se je vključilo več kot 30 žensk, potem je to nastalo še večji del projekta in posneli smo tudi prvi videospot. Tale, ki smo ga videli danes, je del lanskega projekta, tako da zdaj, recimo, da bo letos to že tradicionalni lep je dan, ki ga bomo nadaljevali v oktobru in bomo spet plesali in bomo spet širili pozitivne energije oziroma misli, oziroma tudi vedenje in osveščanje o raku dojk in o zdravem načinu življenja. Moramo povedati, da delo v takih skupinah je nekaj neverjetnega, ker se mi zberemo skupaj vse poka od energije in upamo, da se tudi prek fotografij in videov, ki jih pripravimo, vidi to naprej in da vsaj malo uspemo detabuizirati besedo rak, ki je še vedno v naši družbi z nekim negativnim in slabim priokusom. Tako da hvala vam, ker nas gostite in hvala vam, ker se nam pridružujete in nas podpirate pri naših projektih. Iskrena hvala tudi vam. Seveda pa smo danes tukaj zaradi razstavljenih fotografij, zaradi razstave, ki že drugo leto torej kroži po Sloveniji in ozavešča o bolezni rak dojke. Pred nami so fotografije Tomaža Levstka, ki je skozi objektiv ujel pozitivno podobo bolnic in ozdravljenk, ki so se srečale z diagnozo rak dojk. Na naše veselje pa je danes z nami tudi predsednica Europadona, Mojca Senčar. Zdravnica primarika, ki je vse do upokojitve delala na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer se je razdajala ljudem, ki so se morali spoprijeti z eno od najtežjih zdravstvenih diagnoz, rakom. Koliko bolnikov je šlo čez njene roke, se ne spomni, dobro pa se spominja trenutka, ko je tudi sama zbolela za rakom. Sredi dela in ustvarjanja jo je zadela novica, da ima v dojki tumor. Takrat je postala enaka svojim bolnikom. V resnici ni nikoli opustila svojega delovnega poslanstva, ki je v teh letih postalo tudi način življenja. Prevzela je vodenje slovenske organizacije Europadona in svojo značilno energijo za sabo potegnila številne ženske, ki ne pomagajo le bolnicam z rakom dojk, temveč vsem bolnikom z rakom. Pomagajo jim na številne načine. Predvsem pa želijo, da nihče ne bi ostal sam s svojo boleznijo, brez opore in brez zaščite. Za svoje delo je bila izbrana za Slovenko leta iz rok predsednika Pahorja, pa je prejela tudi državno odlikovanje. Gospa Senčar, vabim vas. En lep dober dan in seveda tudi v mojem imenu lepe pozdrave, tudi v imenu mojem in v imenu Evropedone še enkrat, čeprav je že to opravila Tanja. Izjemno vesela sem, da sem lahko danes z vami, predvsem pa sem vesela nečesa, da pravzaprav imamo tele polno dvorano in da imamo pravzaprav mlade, stare, moške in ženske. To je namreč izjemno pomembno, predvsem zaradi tega, ker poglejte, kje se začne skrb za zdravje. Skrb za zdravje se mora začeti v mladosti. In jaz sem zelo vesela, da je tlele toliko mladih deklet, Darja je že povedala, kako je to pomembno, ki se pravzaprav morajo naučiti nečesa, da ker so se rodile kot ženske, lahko enkrat zbolijo, če bodo dočakale 75-80 let, gledajte, vsaka 8. bo zbolela za rakom dojk. Nič ne strašim, ampak izjemno pomembno je, da se tega zavedamo, da vse naredimo v skrbi za ohranjanje zdravih dojk.
To se pravi že nekaj, da se začnemo v poznih najstniških letih samo pregledovati vsak mesec, tako kot je povedala že Darja, in to počnemo pravzaprav vse svoje življenje. In da pravzaprav še po 50. letu pa k temu obvezno priključimo še presajalno mamografijo, zato da odkrijemo tiste, bom rekla, spremembe, ki so še mehne in še sploh niso tipne, pa so že začetek raka dojke. Mogoče nekaj številk o raku dojke. Zadnji statistični podatki iz leta 2012 kažejo, da je v tem letu zbolelo v Sloveniji več kot 1300 žensk. To se pravi, več kot 3 ženskam na dan povedo, zdaj že vemo, da skoraj 4 povedo, da so zbolele za rakom dojke. Nažalost, jih več kot 1 na dan za rakom dojk umre. In še nekaj, čeprav je to res bolezen starejših žensk, največjih zboli 80% po 50. letu, pa vendar zbolevajo lahko tudi mlajše. Predvsem se veča število žensk med 40 in 50 letom, nažalost je tudi mladenk do 40 let že okrog 70 na leto. In zato je še tako pomembno res, da skrbimo za svoje dojke in vsem mladim polagam na srce. Slišali ste Darjino zgodbo. Glejte, res večina mladih bolnic, ki se združujejo v skupini za samopomoč, bodo povedale, da jih pravzaprav zdravniki niso jemali resno. Glejte, moja najmlajša bolnica je bila stara 17 let. Zato polagam, kot je Darja rekla, vsem mladenkam na srce. Če nekaj najdejo, kar pred enim mesecem tega ni bilo in naslednji mesec če vztraja, naj se ne pustijo odgnati. Naj zahtevajo, da se pogleda, kaj s to spremembo je. Če bodo imele kakršnekoli težave, naj se obrnejo na Evropo doma. Mi bomo zagotovo pomagali ta vprašanja razrešiti. In poglejte, skrb pravzaprav za zdravje je dolžnost vsakega posameznika. In vsak človek mora za to poskrbeti, ne se pustiti odgnati, ampak res vedeti, ali je nekaj narobe ali ne. Zdaj pa, da ne bom predolga, bom rekla nekaj. Vesela sem, da vidite, da so dekleta, da se da tudi z boleznijo dobro živeti naprej. Poglejte, to kažejo veseli obrazi žensk, ki so se morale spopasti s to boleznijo. Kot me je že so me predstavili, poglejte, sem jaz bolela praktično že pred 35 leti. Vendar se mi je bolezen po 33 letih ponovila. Tako da sem zdaj v zdravljenju. Vendar ravno to želim povedati, da se da tudi z boleznijo dobro in kakovostno živeti. Da je pravzaprav treba zaupati naši medicini, čeprav se toliko slabih stvari sliši o njej, vam moram povedati nekaj. Da je zdravljenje raka dojk v slovenskem prostoru tako dobro, kot v vseh zahodnih državah. Tako da ne se bati, lepo prosim, zaenkrat imamo še vse možnosti za zdravljenje raka dojk in če se vam to zgodi, verjemite mi, da se tudi s to boleznijo da dobro in dolgo živeti naprej, predvsem pa nekaj. Ne se zapreti pred svetom, najti si ljudi, ki podobno mislijo kot vi, najti si ljudi, ki so se morali s to boleznijo srečati in tako naprej. In lepo prosim, zaupati uradni medicini in si pomagati tudi z nami zagovorniki, ki smo to bolezen dali skozi ali jo dajemo. Jaz mislim, da smo lahko veseli, da danes gledamo to razstavo in da si jo boste lahko v tem času, ko bo odprta, ogledalo veliko ljudi in pripomoglo k osveščenju o tej bolezni, ki je nažalost najpogostejši rak pri ženskah. Hvala lepa
in hvala še enkrat, da ste nas povabili medse. Hvala lepa. Še preden pa se poslovimo, prisluhnimo Beethovnovi für Elise in Jaki Kumru, sinu ozdravljenke Barbare Kumer. Hvala, da ste bili naši gostje in podprimo Združenje Evropa Dona Slovenija. Skupnimi močmi zmoremo več, skupnimi močmi in optimizmom pa je dan zagotovo res lep. Hvala, da ste bili naši gostje.